Ja, danes sem prisoten tukaj z namenom, da dejansko slušateljev predstavimo, kako se lahko dejansko surovine, materijale, katere nekdo imenuje kot biološki odpadki, ponovno uporabi, se naredijo novi izdelki, se naredi neka nova dodana vrednost, se pravi, ne zavržemo biološkega odpadka in iz njega naredimo kompost, ampak naredimo nove izdelke. V dejansko pogovorih je prišlo tudi do tega, da če nekdo gre v neko poceni trgovino, kupi izdelek, ki je nastal na Kitajskem, v Indoneziji, če mi to naredimo sami, na nek način zaposlujemo prebivalstvo, dodamo dodano vrednost in tudi varujemo naravo. Še mogoče kakšen nasvet vsem nam, glede tega, kar ste zdaj omenili? Seveda, nasvet vsem nam je, da poskušamo dejansko odpadke v bodoče obravnavati kot surovine, iz njih delati nove izdelke, da bodo tisti odpadkov, katere se odloži, da bo čim manj in da bomo ljudje kot ljudje vedeli domače surovine čim bolj uporabiti in ta denar, katerega pač imamo, držati v svoji občini, v svojem okolju. Kako ocenjujete recimo sebe, vse ostale, se držimo tega ali je to še stvar, na kateri bo potrebno veliko truda? Ja, mislim, da glih zato sem jaz danes tudi tukaj, da v tem projektu Zenjak, da sodelujemo, da osveščamo, da učimo, da tudi preko vaših medijev nekako sporočamo javnosti, da se tudi na našem področju marsikaj da in to, če se nekaj da, če imamo voljo, če imamo neko znanje, neke veščine, neko spodbudo, da potem dosežemo, dobimo nove izdelke, jih pokažemo lokalnemu okolju, če so narejeni dejansko iz srca, so potem tudi večja vrednost, kot če nekdo kupi v trgovini, pa potem čez 2 dni že to postane odpadek in konča v koših. Še mimogrede, nazadnje, ko smo se srečali, je bil 1. november. Kako ste po 1. novembru zadovoljni z svečami in tem, kar se je dogajalo? Ja, hvala za vprašanje. Po 1. novembru moram reči, da imel sem občutek, da v Ormožu na samem pokopališču, da je bilo nekoliko boljše. Moram pa reči, da druga pokopališča pa da je bilo celo več sveč kot v preteklih letih in mislim, da je v prihodnje pač potrebno delati tudi na osveščanju, pač prižgimo svečo manj, mogoče skozi leto, naj pač se res ta količina sveč omeji, kajti s tem onesnažujemo okolje, ampak moram reči, da v Ormožu pa sem imel občutek, da je vsaj malenkost manj sveč kot ponavadi. Pa tudi naši, ko so vsak dan pobirali, so potem videli, da imamo pa žal tudi posnetke, katastrofalne posnetke iz naprimer Svetega Tomaža, kjer je bilo gora sveč okrog posod in to mislim, da ni zgled, da se samo vsi kažemo za 1. november, potem pa to postane eno odlagališče na samem pokopališču. V vseh primerih gre za ozaveščenost, ki pa terja čas in gotovo spremembo navad. Tudi takšne delavnice imajo tako vrsto dobrodošlih učinkov. Medgeneracijsko druženje ter izmenjava znanja in veščin pa prinašajo le še nekaj dobrodošlih spretnosti za kakovostnejše življenje.